da imamo torej, v kliničnem centru ta trenutek kar precej otrok tako z okužbo z respiratornim sincitiskim virusom kot otrok z gripo, da je teh otrok precej na pediatrični kliniki, da jih je veliko tudi na infekcijski kliniki in da ravno zaradi tega, kot vsem apeliram na starše, predvsem novorojenčkov ali pa zelo majhnih dojenčkov, naj v tem času, ko predvsem respiratorni sincicijski virus zelo intenzivno kroži med populacijo, če je le mogoče, naj starejšega otroka vzamejo iz vrtca vsaj za nekaj tednov. Predvsem pa naj se tudi upoštevajo pravila higiene in da naj bolne osebe z znaki okužbe dihal ne prihajajo v tesen stik z dojenčki in novorojenčki. Nekaj, kar odrasli dejansko lahko prebolimo na nogah z znaki, z cetkom iz nosu, s kašami, z bolečinami v žrelu, lahko nekaj tednov starega novorojenčka, še posebej, če je rojen prezgodaj, ali pa če ima še kakšno drugo bolezen, lahko tazga otroka pa virus spravi tudi za nekaj tednov v bolnišnico ali pa tudi v enoto intenzivne terapije. Tako da nekako zdaj je čas, da se vnašamo samozaščitno. Če pa seveda otrok zboli, pa nekako priporočamo te splošne ukrepe, torej skrb za zadosten vnos tekočine, redno čiščenje nosu, pri otroku, ki ima pa bronhiolitis, se pravi okužbo spodnjih dihal, pa naj bodo starši pozorni na to, kako diha in pa seveda kako se hrani. Če je, torej, če diha hitro in da tudi, ko vročina pade, še vedno pospešeno diha, je ta frekvenca dihanja visoka, ali pa če ne uspejo zagotoviti normalnega vnosa hrane in pijače, in če otrok več ur ne ljula, potem je čas za Kakšno vprašanje? Ja, mogoče, da ima navedeti, da je ta porast primerljiv s prejšnjimi leti ali kakšno posebno? Ja, ne, torej zagotovo ne moramo govoriti o nekem eksplozivnem širjenju okužb. Res je, da v bolnišnici ponavadi pristanejo najbolj bolni otroci, tako da to, kar mi vidimo, je vrh ledene gore, najbolj še intenzivno širjenje obeh virusov med prebivalstvom. Ni pa to nič nenavadnega, to je pač vsakoletno povečana pojavnost teh okužb. RSV, ta respiratorni virus, povzroča bronhiolitis, predvsem torej pljučnice, okužbe spodnjih dihal. Gripa ima pa številne zaplete ob visoki vročini, zato dovzetni otroci lahko utrpijo vročinske krče, tako da v glavnem lahko pride pa tudi do vsi ti virusi, načeloma tudi bakterijam odprejo vrata v telo in lahko pride potem po začetni virusni okužbi dihal do neke bakterijske dodatne okužbe, ki pa potrebuje zdravljenje z antibiotiki, kar se pa lahko izvaja tako v primarnem zdravstvu, v najtežjih primerih pa potrebujejo otroci zdravljenje v bolnišnici. Imate mogoče kakšno številko, koliko otrok skupaj zaradi respiratornih bolenj zdravite na navadnih pa na intenzivnih oddelkih? V intenzivni je ta trenutek, ko je en otrok, na navadnih oddelkih je pa, na vsakem oddelku jih je nekaj, tako da natančne številke nekaj, ampak zagotovo ta trenutek več kot 10 otrok, torej nekih 15 otrok z gripo in respiratornim sincicijskim virusom, jih pa nekako porazdelimo po vseh oddelkih pediatrične klinike. Ne morate vedeti tudi, da v času gradnje nove infekcijske klinike je infekcijska klinika na lokaciji stare pediatrične klinike na Vrazu in
tam ima otroški oddelek nekoliko manjšo kapaciteto, kot jo je imel tukaj na osnovni lokaciji. Zato je pač ta pretok bolnikov nekako v obe smeri in v pediatrični kliniki zaradi nekoliko manjših prostorskih kapacitet na infekcijski kliniki tudi sprejmemo nekaj več otrok z okužbami. Ampak to sodelovanje mislim, da poteka dobro. Če še omenili ste ta ukrep, ne glede starejših sorojencev in vrtca, je smiselno tudi v tem obdobju, ko res krožijo virusi, se izogibati teh množičnih seveda, vsi te neki dogodki, kjer pride v zaprtem prostoru veliko ljudi na kup, kjer je od nosu do nosu kratka razdalja, pa ko se velikrat nekomu da roko, to so načini pač za prenos virusov z človeka na človeka in to so pač dogodki, kjer lahko pride do večjega števila. Tako da ja, zdaj je bil čas, da se je treba držati najprej zase. Kakšna vprašanja? Ste v bistvu sprejeli odločitev tudi omejitve obiskov pri vas? Nekoliko smo omejili obiske, ja, na eno zdravo osebo, ampak še vedno ni pa to nekih ekstremno rigoroznih ukrepov. No, skratka, poskušamo biti še vedno otroku prijazna bolnišnica. Ne bi pa želeli biti okolje, kjer pa otrok, ki zaradi nečesa pride v bolnišnico, pri nas stakne še gripo ali pa respiratorni virus. Tega pa ne želimo.